Mimogrede na olimpijskih igrah. Kuhamo po kitajsko, v Pekingu in doma. Glede na kuharsko tradicijo in tehnike ter upoštevajoč klimatske, geografske in zgodovinske okoliščine, Kitajci kitajsko kuhinjo razdelijo na 8 najbolj vplivnih kuhinj. Pomagal mi jih je razvozlati Cai Genhuan, ki je z 12 leti prišel v Slovenijo iz mesta na jugu Kitajske na meji z Vietnamom, v vplivnem območju kantonske kuhinje. Cantonese is what we cook is in the south, Hong Kong, Guangdong. Kantonska kuhinja je kuhinja juga, širšega območja delte Biserne reke, pa tudi Hongkonga in Makaa. Zanjo je značilna minimalna uporaba omak, saj želijo poudariti izviran okus živil. Njihova najbolj znana, ne toliko jed kot način priprave in postrežbe, pa je dim sum, drobne, za en grižljaj velike slane in sladke jedi, ki so ali kuhane na sopari, ocvrte ali pečene. Med najbolj prepoznavne jedi štejemo še sladko kislo svinjino in kantonsko juho iz morskih sadežev. Sečuanska kuhinja je doma na jugozahodu Kitajske. Zanjo so značilni bogati, izraziti in močni okusi ter izdatna uporaba številnih začimb, česna, ingverja in pekočega sečuanskega popra, ki pa ni ne popr, ne čili, ampak rastlina iz rodu citrusov. V jedeh pogosto uporabljajo tudi arašide in sezamovo pasto. Njihova najbolj znana jed je svetovno znani gong bao piščanec, pa tudi jed z zanimivim imenom mravlje plezajo na drevo. Fujianska kuhinja jugovzhoda Kitajske na celinski strani ožine pri Tajvanu je močno vezana tako na morje kot gore. Umami iščejo v ravnotežju med morskimi in kopenskimi sestavinami, radi imajo fermentirano ribjo omako. Njihove najbolj značilne jedi so skrbno pripravljene in postrežene juhe in obare. Denimo juha Buda skače prek zidu, ki vsebuje več kot 30 sestavin, med drugimi tudi plavut morskega psa, golobja jajca in svinjske parklje. Jiangsu kuhinja je kuhinja delte velike reke Jangtse na vzhodu, zato tam kulinarika temelji tako na uporabi sladkovodnih kot morskih rib in sadežev. Osredotoča se na sezonske sestavine, ki morajo biti ne le precizno nasekljane, ampak tudi barvno usklajene. Najbolj znane jedi te kuhinje so mesne kroglice v rakovi skorici in z Bogom moja konkubina, želvina juha s piščancem, gobami in vinom. Zhejiang je še ena kuhinja vzhoda Kitajske, južno od Šanghaja, ki v ospredje postavlja nemastne, sveže in nežne okuse. Osrednje sestavine te kuhinje so živila z ne preveč izrazitimi okusi, kot so ribe, perutnina in bambus, njihove jedi pa imajo zelo zanimiva imena. 100 ptic obrnjenih proti feniksu, biseri na palmi, noseča sveža riba in ognjena nesmrtna raca. Kuharska tradicija Anhui je doma v goratem predelu vzhoda Kitajske. Zanjo je značilna uporaba številnih zelišč in zelenjave, predvsem pa gob in svežega bambusa ter tofuja, saj naj bi tofu izumili prav v tej kitajski pokrajini. Bolj kot hitra priprava hrane v voku je priljubljeno dolgotrajno dušenje in počasno kuhanje jedi. Njihove najbolj znane jedi so smrdljivi tofu 4-letni časi in bambus s klobaso in gobami. Šandonski ali cesarski način kuhanja gojijo na severovzhodnem obalnem delu Kitajske med Šanghajem in Pekingom in velja za najbolj elitnega med vsemi 8. Odlikujeta ga sveža hrustljava hrana nežnih okusov, pripravljena na sofisticiran, kompleksen način. Umetelno pripravljajo drobovino, posegajo pa tudi po za Kitajsko neznačilni zelenjavi, kot so koruza, paradižnik, morska trava in podobno. Med najbolj znane jedi sodijo svinjsko črevo v 9 zavitkih in ocvrti zlati škoržati. Hunanska kuhinja je doma v osrednji Kitajski, najbolj znana pa je po močno začinjeni pekoči hrani močnih okusov in barv, pa tudi kislih in prekajenih jedeh. Hrana se razlikuje glede na letni čas, pozimi kuhajo obare, prekajeno svinjsko meso in podobno, poleti pa lažjo hrano, kot so goveja juha z riževimi rezanci ali s čilijem začinjeno mrzlo meso.
Od tu je doma tudi znameniti hot pot, nekakšen jušni fondi, ko si gostje v jušni osnovi v loncu na mizi sami skuhajo meso, ribe in zelenjavo. 祝您好胃口。 Dober tek vam želi Peking doma. No, teh 8 kuhinj Kitajske se deli še na več podvrst in so temelji kuharskih praks tudi drugod po Kitajskem in svetu. Ali bi lahko rekli, da je katera prevladujoča ali najbolj vplivna na Kitajskem? Odgovarja sinologinja doktorica Maja Veselič. Mogoče velja ravno ta kuhinja vzhodna na nek način za najbolj prefinjeno kitajsko kuhinjo. Seveda kantonska je zopet velja za zelo raznoliko, ker uporabljajo še več različnih sestavin, potem imajo veliko teh majhnih prigrizkov, po katerih je kantonska znana. Težko je reči. Zdaj, če boste pa nekoga Sičuanca vprašali, se jim bo pa mogoče zdelo vse tisto na vzhodu precej blago in bledo. Iz svojih pokrajin so kitajski migranti svoje načine kuhanja raznesli tja, kamor so se naseljevali. Na korejsko kuhinjo je tako najbolj vplivala šandonska, na dežele jugovzhodne Azije fujianska, kantonska in sečuanska kuhinja pa sta temelja kitajske kuharije v Združenih državah Amerike. No, pri nas pa prevladuje džedžanska kuhinja z vzhoda Kitajske. Mati, tofuja bi.